Hvala za besedo. Lepo pozdravljeni še enkrat. Lejte, v začetku tedna je Urad Varuha človekovih pravic izdal svoje letno poročilo za leto 2009. Varuhinja Zdenka Čebašek-Travnik je najprej predala to poročilo predsedniku Državnega zbora Republike Slovenije Pavlu Gantarju, naslednji dan še predsedniku Republike Slovenije Danilu Tirku. Vse moram reči, da je potekalo v formalnem vzdušju prodaje vsakoletnega dokumenta. Iz prakse sledeč, kar se je dogajalo v prejšnjih obdobjih z temi poročili, pridejo več ali manj pozno v obravnavo v zaključku leta. In mi ocenjujemo, da bi, in tudi zdaj je bilo že nakazano, da se to lahko zgodi šele nekje v novembru ali celo decembru, v Slovenski ljudski stranki ocenjujemo, da je to poročilo zajelo takšno vsebino in pokazalo na takšne probleme, da je treba to nemudoma obravnavati. Takoj, če bi bilo možno. Zaradi tega bomo tudi dali zahtevo za uvrstitev točke obravnave poročila na oktobrsko sejo. Kolikor bo nam to uspel, se bomo poslužili te poti. Moram povedati, da poročilo Varuha človekovih pravic v Slovenski ljudski stranki dojemamo kot pokazatelj dejanskega stanja v družbi, katerega sami skozi leto težko ocenjujemo, medtem ko je omenjeno poročilo plod obravnav nešteto posameznih primerov. In iz tega poročila se lahko razbere, da je nedelovanje pravne države resnično že problem, o katerem bo treba spregovoriti. Vse tiste zadeve, o katerih smo se mi že pogovarjali v vsem tem času tega mandata, ko opozarjamo, da in smo se bali, izkazovali strah, da imamo v Sloveniji dve pravni državi, ena za tako imenovanega malega človeka, ena za ljudi kapitala. O tem danes in v tem poročilu je tudi govora. V poročilu je tudi govora, da vse več ljudi, da imamo vse več ljudi z šibkim socialnim položajem in postajajo, tako rekoč bi lahko rekel, drugorazredni državljani, prikrajšani za izobraževanje, zdravstvo, zobozdravstvo, pravni položaj, kot sem že omenil, delavske pravice. Lahko bi rekel, da se v tem poročilu nič ne govori o položaju kmetov in pa, lahko bi rekel, celo ruralnega dela prebivalcev naše države. Poglejte, ukinile so se državne pokojnine pod pretvezo, da bo socialni položaj v bodoče boljši in bolj pregleden. Mi še vedno trdimo, da državna pokojnina bi morala ostati. Več ali manj se to dotika ljudi ravno ruralnega in kmečkega okolja. In ocenjujemo, da je to delo, to poročilo, je delo 40 visoko strokovno sposobnih ljudi, ki delajo na Uradu Varuha človekovih pravic. In je, ocenjujemo, res kvaliteten papir, kvalitetno poročilo, na katerega bi se morala aktualna vlada odzvati in nemudoma slediti rešitvam teh problemov. Mi v Slovenski ljudski stranki